Enkrat je bila žena, mož je umrl in je imela 12 otrok. Eden je bil malo večji, eden je bil malo manjši, skratka, vseh vrst jih je bilo. Prvi je bil raztrgan tu, drugi tam. Eden je kazal ritko, eden je imel raztrgan rokav. Žive duše ni imela v pomoč, uboga žena je bila v hudi stiski. Otročiči pa zmerom: "Dajte, mati, kupite nam kaj, kupite nam kaj." "Molčite," je rekla, "jaz sem se spomnila, da imate 12 ujcev. Jaz grem od vas. Tiste, ki ste večji, popazite na manjše. V 2 dneh bom morda obiskala vse ujce. Bomo videli, če mi bodo darovali kaj. Kam pa naj grem najprej?" To je bilo pozimi, povsod sneg in brozga, ona pa v opankah. In pravi: "Jaz grem, poskušala bom, če mi bi kaj dali, vsaj kaj jesti." In je šla. Je šla k prvemu ujcu, to je bil januar. Ko je prišla tja, je sedel na klopi kakor jasno coj. Brada do tod, lasje beli ko mleko, kot sneg. Lep mož, rdeč v obraz. Tedaj je pozdravila: "Dober dan, ujec. Bog daj, kaj te nosi?" "Joj me," je rekla, "kaj me nosi, ne veste, koliko imam otrok?" "Koliko jih pa imaš?" "12." "Vas lepo prosim, s povzdignjenimi rokami, da mi daste kaj, ker imam lačne otroke, bose, nage. Eden ima na nogi staro opanko, eden čevelj, eden škorenjc, eden nič, taki so vsi doma, zraven tega pa ni kaj jesti. Draga moja neča, kaj naj dam ob tem letnem času? Jaz imam samo sneg, ti ne morem dati nič." "Nobene reči ti ne morem dati, imam samo sneg zdaj." "Joj me, kako naj pridem domov, ko sem rekla otrokom, da bom kaj prinesla?" No, le pojdi, saj imam še nekaj bratov, morda ti bodo drugi dali kaj." Tedaj se je povzdignila ubožica in je šla. Gre in gre, je prišla k februarju. Ta je bil najmanjši mesec, vendar hudo prebrisan, tako da je imel ljudi za norca, februar. Tudi tega je pozdravila kot ujca. "Kam pa greš, neča?" "Joj me, jaz sem prišla, da bi mi vi kaj dali. Jaz imam bose otročiče, nage, eden ima raztrgane hlače na ritki, eden ima raztrgan hrbtek, eden se nima v kaj zaviti. Dajte mi kaj, da bom mogla preživljati otročiče. Mož mi je umrl, sama sem z 12 otroki." "Kaj pa naj ti dam?" pravi. "Po kaj si prišla k meni? Jaz imam samo dež, veter, brozgo in podobno. Nimam nič za tvoje otročiče. Morda bolj naprej, pojdi k drugemu bratu, morda bo on imel kaj." Lepo, pravi sama pri sebi, prvi mi ni dal nič, je rekel, če naj mi da sneg. Drugi mi je hotel dati dež. Mar nisem zadosti premočena, da bi mi dajal še dež? Tedaj je rekla: "Grem, obiščem še enega." Je šla k marcu, ga je pozdravila: "Dober dan, ujec. Bog daj, kaj te pa nosi?" "Joj me, kaj me nosi, revščina, revščine na pretek, lakote na pretek, raztrgano vse, jaz prva in vsi drugi, vseh 12. Imam 12 otrok, dajte mi kaj za njih preživljanje." "Joj," je rekel marec, "kaj naj ti dam? Draga moja ženičica, vetra je še zmeraj dosti, mraza dosti, vendar bom pogledal." Tedaj je sedla na stol. "Mar je mogoče, da mi ne bi prinesel nič?" Je šel, kaj je prinesel šopka vijolic, lepih rožic vijolic. Ko je to prinesel, ji je zadišalo, je skočila pokonci.
vsaj to ponesem svojim otročičem, ko nimam drugega nič. Naj duhajo vsaj rožice, vsaj vijolice naj duhajo. Jih je dala v predpasnik. Marec pa je rekel: počakaj, jih prinesem še. Je šel in je prinesel rožic polno naročje. Dobro, hvala Bogu, imam vsaj to. Tedaj je šla. Hej, pravi, naj grem še k Aprilu. Je prišla k Aprilu, pozdravila tudi tam. Kaj te pa nosi? Kaj me nosi? 12 otrok? Imam vse nago, vse boso, sestradano, brez jesti. Sem prišla k ujcem, da bi mi kaj pomagali. Marec, zahvaljen bodi, mi je dal vsaj rožic za duh. Dobro, počakaj, bom tudi jaz kaj dal. Si mislila, da ji bo prinesel kaj oblačila, kje neki. Je šel, kaj ni pobral vse to, kar poganja brstje, in ji prinesel butarico. Joj, to mi dajete, je rekla. Ne zamerite, ujec, vi mi dajete tole, pa tole za jutri, ne za danes. Oni, pravi, mi je dal vijolice, ki jih lahko nesem. Tole pa bo zraslo komaj jutri. To ni zame, to vam vračam. Le odnesi, pravi, spravi kam. Kam pa naj to dam, pravi. Naj morda podnetim, toliko darov še imam, nočem. In mu je vrnila. Tedaj je šla k Maju. Prišla, pozdravila tudi tega ujca. Dajte mi kaj za moje otročiče. Je rekel, jaz nimam nič. Če hočeš, ti dam cvetja, imam že lepo cvetje. Je prinesel šopek cvetja, lepega rdečega. Joj, kako bodo skakali moji otroci, ko bodo videli cvetje. Saj ga že vso zimo niso videli. Hej, moram iti še k drugemu, pravi. Prišla je k juniju. Ko je prišla tja, je spet pozdravila. Dober dan, ujec. Bog daj, po kaj si prišla? O, jaz sem prišla, da bi mi vi dali kaj za otroke, ki sem jih pustila doma. Tedaj je šel in ji je prinesel maline in borovnice. Skratka, prinesel ji je dosti reči, da je imela polno vsega. Tedaj je bila srečna in je šla naprej. Kateri mesec pride zdaj? Julij. Tudi tega je pozdravila in poprosila s povzdignjenimi rokami, naj kaj da. Je bila obložena, cvetja, borovnic, jagod, vsega je imela toliko, da bi potrebovala vreče. No, je rekel, po kaj si prišla, koliko imaš otrok? 12. Kako? Koliko let imajo? Prvi bo imel 15 let, pravi, in drugi so vsi za njim. Dajte mi kaj, da jih razveselim. Prav, le počakaj. Tedaj je šel po vse, po jabolka, po hruške in je prinesel tudi vrečo, da je dala vse noter, jo zadela na ramo in šla. Dobro, pravi, sem obložena, tu bodo veseli moji otročiči. Se je res čas, da jim prinesem kaj domov. Ampak moram vseeno videti še druge. Je šla k Avgustu. Ko je prišla tja, ne vem, kaj je dal, zdi se mi, da grozdje. Polno grozdja, da ga ni mogla niti nesti. Prav, moram iti še k septembru. Tudi ta je dal hruške, kostan, skratka to, kar je imel. Bila je obložena, da ni mogla niti hoditi. Dobro, pravi, vendar moram pogledati še k drugim, kaj mi bodo dali. Je šla k oktobru, tam so ji dali koruze, fižola, da ni mogla nesti, je morala pustiti tam. Pravi, po to bom prišla jutri. Hej, zdaj gre mi obiskati še novembra. In je šla k novembru. V Božec je rekel, draga moja neča, jaz nimam nič, kaj naj ti dam? Kar mi pade z drevja dol, listje, to je vse, pri meni je vse prazno. Na, je rekla, zdaj pa imam.
sicer pa je še eden. Hej, naj grem še k decembru. Je šla, tudi njega pozdravila. Joj me, je rekel, kaj naj ti dam, ko nimam nič. Ampak, je rekel, molči, saj ti pošljem. Potrpi, kmalu pridejo božiči. Tedaj ti prinesem kaj za otroke, vsaj kakšen bonbon, če ne drugega. Ko je prišla domov, so bili presrečni, so imeli vsega otroci. Mati je rekla, dajte zdaj, veseli bodite. Oblačila ji pa le ni dal nihče, so morali hoditi še naprej raztrgani. Tako so dali meseci, ta in oni je lahko dal kaj, nekateri pa nič.